Jezus je car. Pa je res? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, se najprej vprašamo, kaj ta izraz sploh pomeni. Car je bil naslov slovanskih vladarjev in je precej mlajši izraz, tako da ga v Svetem pismu ne srečamo. Je pa bil Jezus poimenovan kralj, celo kralj kraljev, gospod gospodov, tako da bi mu lahko rekli tudi car. No, izraz car je dandanes v rabi predvsem kot slengovski pohvalni vzdevek, ki ga uporabljajo predvsem mladi. Z njim izraža občudovanje nekoga, odobravanje njegovega delovanja. Te care si mladi največkrat izberejo za svoje vzornike, po katerih se zgledujejo in jim želijo biti čim bolj podobni. Sam sem se v otroštvu navduševal nad Michaelom Jordanom, legendarnim košarkarjem Chicago Bullsov. Prav tako imam še vedno vzornike med glasbeniki, naprimer a cappella velikane Take Six, vokalnega mojstra Boba McFerrina, izvrstne aranžerje kova Darmona Miderja. Vsak na svojem področju so odlični, če ne celo najboljši. Ampak pomislimo takole. Tukaj je govora o tipu, ki je živel pred 2000 leti, njegovo rojstvo pa je bilo napovedano še veliko prej in je bilo pravi spektakel. Zvezda je pripeljala veljake od daleč, oglasili so se celo angeli. Mogotci tistega časa so se ga bali in so se ga skušali znebiti na razne načine. On pa že kot majhen poučeval največje umnike. Delal je čudeže, zdravil bolne, hranil lačne, obujal mrtve. Za vse to pa ni želel nobene hvale, ampak je ponižno sprejel krive obsodbe, umrl sramotne smrti in vstal od mrtvih. Legenda se po vsem tem ni maščeval svojim morilcem, ampak je celo molil zanje že med svojim trpljenjem na križu. Vse to v želji, da bi ga lahko spoznala ti in jaz in da bi lahko živela polno življenje. No, z nama si želi preživeti še vso večnost. Kot adventist živim v pričakovanju Jezusovega drugega prihoda skozi vse leto. Letošnji adventni čas pa je čudovita priložnost, da se znova zavem, da je ta legenda moj osebni prijatelj. Rad prisluhne mojim težavam, prenese tudi moje obtožbe in se vedno veseli z menoj. Jezus si želi biti tudi tvoj prijatelj, ampak se ne vsiljuje. Čaka, da ga boš sam poklical. Kot se za carja spodobi, je dosegljiv vedno in povsod. Oddajen je samo eno misel, eno molitev. Iskreno ti želim lep čas pričakovanja in eno carsko prihodnost.